Ja, tako je. Nocojšnja številčna udeležba potrjuje, da je vprašanje digitalnih virov in umetne inteligence v ospredju zanimanja ne samo strokovne in raziskovalne sfere, pač pa tudi širše javnosti. Vendar do danes tega vprašanja, vsaj na tem našem koncu, tega vprašanja še nismo obravnavali z vidika vpliva, ki ga bo umetna inteligenca imela na manjšinske jezike. Z nami se bodo o tem pogovarjali ugledni gostje, ki jih prav lepo pozdravljam v naši sredi in jih bom na kratko predstavila. Torej, doktorica Špela Vintar, redna profesorica na oddelku za prevajalstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, kjer poučuje prevajalske tehnologije, upravljanje jezikovnih virov, lokalizacijo in luščenje terminologije, ter koordinira mednarodni konzorcij skupnega magistrskega študijskega programa Digitalno jezikoslovje. Dr. Marko Stabej, redni profesor za slovenski jezik na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in predstojnik Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik. Raziskovalno se posveča slovenskemu jeziku in večjezičnosti, sociolingvistiki slovenskega jezikovnega prostora, besediloslovju in analizi diskurza, stilistiki in korpusnem jezikoslovju. Doktorica Vesna Mikolič, redna profesorica in znanstvena svetnica na Znanstveno-raziskovalnem središču Koper, kjer je predstojnica Inštituta za jezikoslovne študije. Redno predava tudi na katedri za slovenski jezik in književnost oddelka za humanistične študije Univerze v Trstu. In nazadnje še doktorica Matejka Grgič, docentka za slovenski jezik na oddelku za prevajalstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, raziskovalka Slorja. Ukvarja se s prevajanjem, tolmačenjem in lektoriranjem, raziskovalno pa se posveča sociolingvistiki in pojavom jezikovnega stikanja. Lep aplavz vsem. Okroglo mizo bo z mano povezoval dr. Damjan Popič, docent za slovenski jezik na oddelku za prevajalstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, raziskovalec Slorja, kateremu takoj predajam besedo za kratek pozdrav in nekaj uvodnih misli o revoluciji, ki jo prinašajo umetna inteligenca in nove tehnologije. Najlepša hvala. Ja, res je, danes se tukaj zbiramo z prav posebnim namenom in sicer tem, da nekako vrednotimo, kaj se je zgodilo v zadnjem času, ko je ta tehnološki napredek, ki smo ga danes že kar nekako večkrat izpostavili, na neki točki skrenil na eno čisto novo pot, ki je morda ne razumemo najbolj. In ta pot in ta razvoj je morda treba večkrat izpostaviti, ovrednotiti in se nekako vprašati, kaj prinaša, še posebej za manjšinske skupnosti in njihov jezik. Najprej prvo vprašanje bi nekako veljalo profesorici Špeli Vintar in sicer, zakaj se danes srečujemo in se pogovarjamo o umetni inteligenci ravno po nekako nastopu tega ChatGPT-ja, kaj prinaša ChatGPT, ali gre za evolucijo in revolucijo in kaj je tako posebnega, da je nekako svet novembra 2022 za hip obstal in ni vedel, kaj se zares dogaja. Prosim. Ja, to je zelo dobro uvodno vprašanje. Najprej hvala za vabilo in hvala organizatorjem. Res je čudovit ambient. Mogoče težka razprava za tako lep ambient. Kaj se je zgodilo? Umetna inteligenca sicer nekako kot termin in kot področje računalništva obstaja že več kot 40 let, pa vendar je šele zdaj, tako kot si Damjan omenil, prišla ta točka, ko lahko rečemo, da so računalniki postali res inteligentni. Prej nekako tega občutka ni bilo. Kaj se je zgodilo? Tisti, ki to področje malo dlje spremljamo, tudi nas je sicer pojav ChatGPT-ja in njegova kakovost presenetila, ampak vendarle smo lahko bili priča enemu takemu velikemu razvojnemu premiku že nekaj let nazaj s pojavom tako imenovanih nevronskih mrež, kar je pravzaprav ena tehnologija, en način obdelave podatkov, kjer se pravzaprav skozi strojno učenje, se pravi gre za metodo globokega strojnega učenja,
ustvarja neke sorte abstraktna reprezentacija in nevronska mreža deluje na nek način sorodno kot človeški možgani, v smislu, da se ustvarjajo neka, bi človek rekel zdaj v primeru procesiranja jezika, kot neka pomenska vozlišča, ki se med seboj povezujejo. Nevronska mreža med učenjem in potem tudi med svojimi napovedmi pravzaprav svoje odločitve sproti lahko spreminja in popravlja. Tako da imamo v bistvu opravka z eno tehnologijo, ki dejansko razmišlja in ki resnično lahko vidimo, da gre za neko razumevanje. In to se verjetno vsi lahko strinjamo, da je prelomna zadeva, ne? Zdaj, srečevali smo se z nekako sorodnimi tehnologijami že ob pojavu nevronskih strojnih prevajalnikov, tisti, ki uporabljate, recimo Google Translate ali pa DeepL zdaj v zadnjem času, ste verjetno opazili tudi en tak kakovostni preskok, ki se je začel leta 2018, takrat so se nevronski modeli nekako začeli tudi za slovenščino uporabljati. Zakaj je pa zdaj ChatGPT spet toliko boljši, oziroma je to spet ena popolnoma nova raven? Se pravi, na eni strani je ta nekako nova tehnologija, na drugi strani je pa količina podatkov. OpenAI, to je razvijalec tega orodja, sicer pri svoji najnovejši verziji ni razkril natančno, na katerih podatkih vse je zadeva naučena. Verjamemo pa, da je zadeva po domače rečeno požrla in premlela celoten internet. Tako da si lahko predstavljate, za kakšne neverjetne količine podatkov gre. In seveda iz tega samega obsega nekako izhajajo tudi, jaz bom temu rekla, kar kognitivne sposobnosti, se pravi nekako te mišljenjske sposobnosti modelov. Mogoče je primerna analogija v živalskem svetu, nekako od števila možganskih celic je odvisno nekako, koliko kompleksno vedenje ima nek organizem, od katere velikosti možganov naprej lahko pričakujemo neko samozavedanje živali in tako naprej. Mogoče je ta analogija čisto primerna, se pravi, od neke velikosti naprej se začnejo dogajati stvari, ki niso več linearne. Še hvala, super. Dr. Stabej, leta 2011 ste bili imenovani za vodjo skupine, ki je pripravila osnutek novega nacionalnega programa za jezikovno politiko Republike Slovenije v obdobju 2014-2018. Kako gledate na razvoj umetne inteligence v odnosu z jezikovno politiko? Bo vplivala na manjšinske in predvsem na manj razširjene jezike, kot je na vsezadnje slovenščina, ki se mora že danes marsikdaj boriti za svoje mesto v tem digitalnem svetu, v tej digitalni revoluciji, mislim na primer na odnose z velikimi korporacijami, kot so Apple in tako dalje. Hvala za vprašanje. Mislim, vse bolj odgovarjamo, da v resnici ne vemo, lahko slutimo, vemo pa ne. In stvar se v resnici, s tem, kar je Špela rekla, se dramatično spreminja in pravzaprav se šele najdevamo, bi rekel, se šele skušamo ujeti v razmišljanje o tem, kaj se to pomeni. Hkrati smo pa ljudje, bi rekel, nagnjeni k temu, da gre vse po starem. In to je, mislim, razmerje med tem, da marsikdo misli, da bo itak šlo še naprej po starem, in med spremembami, kaj vse omogočajo nove pridobitve, je, bi rekel, kaj ne rečem, ne gre za razpoko, ampak gre za ogromno razliko, ne vem, kaj ne rečem. Nepremostljiva reč se zdi za enkrat. Zdaj tako, kako tradicionalna je predstava o tem, kaj sploh jezikovna politika in jezikovno načrtovanje je še pred to, kar ste zdaj navedli, leta 2011, se je zdelo večini, bi rekel, še strokovne publike, da ko smo začeli govoriti o jezikovni infrastrukturi, se jim je zdelo to za malo. Kaj infrastruktura? To je za plin, za smeti, za elektriko, ne pa za jezik.
In na nek način bi rekel, sem ponosen, da smo s kolegicami in kolegi takrat v bistvu, da nam je uspelo pač to spoznanje vse približno spraviti v uradne postopke, da če hočeš, da nek jezik deluje, pa zdaj manjšinski, večinski, mislim, kot ste rekli sami, slovenščina je pač v nekem evropskem kontekstu razmeroma majhen jezik, čeprav ima pač državni status, kar je, bi rekel, tudi vsem manjšinskim delom pomagalo na nek način, ne? Ampak je majhen, ampak bi rekel, je zelo važno, da bi rekel, razumemo, da če hočemo ta jezik imeti, je treba za to imeti toliko pa toliko možnosti, da se ga nekdo nauči, da ga nekdo uporablja, da ga nekdo pač ali nekaj prevaja in tako naprej. Zdaj seveda po drugi strani, ne, smo pa tisti, ki se ukvarjamo z jezikom, tako ali drugače, jezikovni poklici, raziskovalci in tako naprej, smo polni neke rutine, ne, in to rutino je pravzaprav težko spreminjati, kaj še je dramatično premeniti. Težko je reči, v bistvu, čez 5 let prevajalcev za neleposlovne stvari ne bomo potrebovali, pa še za leposlovne jih bomo, kar bo kasneje najbolj tema, še pogojno. Ne. Hkrati, recimo, je pa čisto nekaj normalnega, ne vem, jaz vidim pri lastnem delu, ne, da določene stvari pač uporabljaš, če so na voljo, ampak hkrati, recimo, ne vem, jaz imam refleks, če so zastonj na voljo, pa dobro delujejo, uporabljam, če pa je treba plačati, to pa ne. Ampak zdaj, zakaj vse plačujemo? Mislim, če grem nazaj na to recimo analogijo, mislim, nihče ne pričakuje, da bo elektriko zastonj dobil, ali pa plin, ali pa jaz ne vem kaj, ali pa članstvo v klubu, ne. A zdaj, mislim, za jezik smo pa nekako, se nam pa zdi, to pa ja, ne, in mogoče je res prav, da je tako, čeprav ni zastonj, ne, ampak v tem smislu se mi zdi, da je jezikovna politika, rekel, nekaj zelo inertnega in da je zdaj vprašanje, kdo bo naslednji program pisal in kaj bo od tega si drznil na nek konstruktivni način, ne zdaj dramatičen, pa revolucionaren, pa pač, rekel, na vrat na nos ali pa skočiš v vodo, ne da bi sploh preveril koliko globoka, ampak da te stvari enostavno upošteva. In se mi zdi, da ne, zdaj ne vem, recimo, na nek način, kaj bi rekel, pa me korigirate, kolegi, ampak zdaj tisto, kar je Douglas Adams v štoparskem vodniku po galaksiji, ne, tam bil to riba Faronika, mislim, mi smo daleč od tega, ko se je mogoče zamisliti, da boš lahko s svojim jezikom, pač tako, kot v bistvu se dogaja Angležem, ne, mislim, angleško govorečem, da greš po celem svetu in te posod razumejo in ti razumeš vsega, mislim, to se zdi možno, ampak ali si bomo to želeli? To se mi zdi, Špela je rekel, odločna zagovornica tega, da to je inteligenca, da je to je razmišljanje. Zdaj, vprašanje, kaj je s čustvovanjem. In mi marsikaj, kar je povezano z našimi jezikovnimi odločitvami, je povezano z nekimi čustvenimi stvarmi, pa se jih tega zavedamo ali ne. Če nam je kratena pravica do jezika, smo razkačeni, ne? Mislim, v tem smislu se mi zdi, da en del skupnosti sluti, da je ta čustvenost zdaj človeška, ne? In kaj se, čeprav vemo pa, da ko skušamo racionalno razmišljati, pa smo vsi čustveni, tam nam to ne gre dobro skozi. Tako da nisem nič odgovoril, ampak samo malo pokomentiral, dramatično drugačne okoliščine so. In jaz mislim, da je treba vsaj zmerno vključiti tudi v glavni tok mainstream razmišljanja. In ne ponavljati stvari, ki so bile aktualne pred 15 leti, pa so mogoče šele zdaj politično dozorele do zrelosti. Pri nas, mislim, ne vem, v Sloveniji, v šolskem sistemu je zdaj pač predlog zakona o osnovni šoli, kjer je pač dramatična sprememba prvi jezik, pač angleščina v prvem razredu, ne v drugem razredu. In velike debate in ne znam, mislim. Če mene pa čisto cena figa v prvem razredu, v drugem razredu. Zlasti spričo tega, kaj se vse dogaja. Drugi jezik, tuji jezik obvezen, je z neko argumentacijo, ki je pred 15 leti mogoče legitimna, danes je rahlo zastarela in patetična. Je pa težko pač najbrž na 5 let izumljati, mislim ne izumljati, res najti dobro argumentacijo in jo spraviti v obči promet. Hvala lepa.
No, zdaj, naslednje vprašanje bi nekako zastavili doktorici Matejki Grgič, in sicer, dokler ne bomo imeli ribe harmonike in bomo nekako prisiljeni nekako se še drugače sporazumevati, če se lahko postaviš v čisto zamejski kontekst in nekako poskušaš videti, kakšne bojo neposredne posledice. A bo mogoče zdaj lažje uveljavljati pravico, ki je seveda zakonska pravica do večjezičnosti, že sam tehničnega vidika in po drugi strani mogoče malo provokativno, a sploh še ostane kak izgovor, da je ne zagotavljamo, ko pa je tehnično to vendarle tako zelo lahko. Mogoče zdaj še ni popolno, ampak čez par let pa verjamem, da vsi tisti znaki se bodo zdali zelo natančno in zelo hitro prevesti in prikazati v katerem koli jeziku. Kaj bi rekla? Ja, hvala za vprašanje. No, malce se bom navezala na to, kar je povedal profesor Stabej, da pač ja, na eni strani, ko govorimo o pravicah, o jeziku, imamo tu na eni strani seveda podatke, programe, orodje, infrastrukturo, karkoli, na drugi strani imamo čustva. In zdaj, če to povežemo s to preprostostjo in enostavnostjo, zamenjati nastavitve na telefonu je stvar, ne vem, če 20 sekund dela. Zdaj pa, ko jaz tako ponavadi na kakšnih srečanjih sprašujem publiko, v katerem jeziku imate telefon, mi vsi rečejo v italijanščini. In zakaj ne v slovenščini? Ja, ker to je potem komplicirano, moraš nekaj klikati, pa ne gre, pa to... Ne, ni res. Telefoni razen Applovih, ampak Androidi se pač pogovarjajo z nami v slovenščini vsaj, ne vem, 10-15 let špela, bo to vedela malo boljše. Windowsi, Microsofti, pa ne da bi zdaj delala reklamo, se z nami pogovarjajo tudi v slovenščini. Na Netflixu in drugih takih podobnih platformah lahko filme gledamo sicer ne v slovenščini, ampak v katerem koli jeziku oziroma jezikovnih kombinacijah. Pa še vedno sklepam, da jih večina gleda v italijanščini. Zakaj? Ker pač ljudje funkcioniramo tudi po nekem principu, kaj je lažje, kar je bolj preprosto, s čim se nam ni treba preveč ukvarjati. In zdaj, če preidem na področje rabe jezika, seveda na to, ali bomo šli recimo na neko okence na tržaško občino in se bomo tam pogovarjali v slovenščini, na to vpliva več dejavnikov. Lahko menimo, ne vem, status jezika, prestiž jezika, marsikaj. En zelo pomemben dejavnik je znanje. Se pravi, če se jaz želim pogovarjati v kitajščini, se preprosto ne morem, ker kitajsko ne znam. Po drugi strani pa je tle tudi predvidevano, pričakovano znanje sogovornika ali sogovornice. Če jaz predvidevam, da me tista oseba tam ne razume, zelo verjetno bom skušala najti neki jezik, ki nama bo skupen in se bom v tistem jeziku pogovarjala. Seveda tle je pravica, da pač tam zahtevaš tolmača, da čakaš 3 ure, ali pride tolmač, ali ne pride tolmač in tako naprej. Da se vse skupaj zelo zavleče, kar v današnjem svetu ni več praktično, ni več izvedljivo. In zdaj, če si malo tako, ne vem, koliko je to še znanstvena fantastika in koliko je to že bližnja prihodnost, lahko pričakujemo, da verjetno bomo imeli neke slušalke, ki nam bodo lahko tolmačile iz katerega koli jezika v kateri koli jezik, vsaj za potrebe vsakdanjega sporazumevanja dovolj zanesljivo. Bo pač kolegica Špela Vintar povedala, v kolikem času lahko to pričakujemo. Ampak sklepam, da bomo to še vsi mi videli. In zdaj vprašanje je, ali bomo mi takrat, ko bomo lahko govorili v katerem koli jeziku in nas bo tam na okencu uradnica ali uradnik razumel v katerem koli jeziku, ali bomo takrat mi se odločili, da bomo govorili slovensko. Se pravi, ko ne bo več nekih praktičnih zaprek, ki nam bi to onemogočali. To je zdaj vprašanje. In zdaj, če stopimo korak nazaj, tja do Platona, Platon zaključuje svojo državo s ključnim vprašanjem, kaj si, če si lahko karkoli. In moje vprašanje je, kateri jezik uporabljamo, če lahko uporabljamo katerega koli. In to bo, po mojem mnenju, eno tako ključnih vprašanj za manjšinske jezike. Ja, meni se zdi to res pravo vprašanje, to, ki si ga postavila in ki si ga postavljamo vsi in bi ga zdaj postavila tudi doktorici Nikoli. Če se pomaknemo samo za nekaj kilometrov na drugo stran zaliva, na obalo, ki je prav tako dvojezično območje,
Kako tam dojemate in doživljate pojav umetne inteligence? Ali je bila ta tema že predmet razprave tudi v manjšinskih krogih, italijanskih manjšinskih krogih, in ali vam že povzroča skrbi in preglavice? Ja, dober večer, tudi z one strani zaliva. Sama mislim, da je to pravo okolje za to temo, ker jo vidim kot res tisti izziv, ki ga je treba pogledati res tudi z pozitivne, torej z vidika prihodnosti, ki se nam odpira, in v prihodnosti moramo videti lepe stvari, ker če ne, tako zaključimo danes tu. Se pravi, kakšna je prihodnost z umetno inteligenco, kakšna je prihodnost življenja manjšin z umetno inteligenco in seveda celotne družbe. Ja, jaz bi tu mogoče stopila samo en korak nazaj, ker je bilo tudi tu že omenjeno, da pravzaprav ni to edina revolucija, da je pravzaprav celotna digitalna komunikacija ta pojav, ki mu lahko rečemo revolucionarni, ne. Ampak odprl je določena vprašanja, ki pa res se danes že spreminjajo. In sicer, katero je bilo vprašanje, ki nas je do sedaj najbolj zaposlovalo. In recimo tudi na primeru italijanskega jezika kot manjšinskega jezika v območju slovenske Istre. Namreč, če smo se spraševali, kako bodo recimo v digitalni komunikaciji, ki gradi, ki oblikuje neko, ki je oblikovala predvsem neko globalno skupnost in torej s pomočjo vedno bolj globalnega jezika, torej angleščine, ne. Mladi so bili tudi v našem okolju vedno bolj odprti proti medijem v angleškem jeziku, ne tako kot v, bom rekla, 80. 90. leta, tudi še prvo desetletje 2000, ne. Ko so mladi spremljali veliko tudi italijanske medije, ne. Sedaj tega zanimanja za italijansko kulturo, za italijanski jezik pravzaprav ni več med večinsko populacijo in tudi pri sami manjšini, ne, zaznavajo pač ta interes seveda za angleške medije v digitalnem svetu, torej angleške digitalne medije. In tukaj seveda smo govorili, če je torej že to problem nacionalnih jezikov, ne, v odnosu do lingve franke v digitalnem svetu, je toliko bolj problematičen položaj manjšinskega jezika. Se pravi, manjšinski jeziki so delovali še bolj na udaru, ne, ker se izgubi interes večine, ne, in tudi že samih recimo torej manjšincev. No, in z tega vidika, ne, ko smo zdaj ves čas na ta način se spraševali, kako motivirati mlade, da vendarle vzpostavijo določene kroge komunikacije, kjer poleg angleškega jezika, ob angleškem jeziku, ki je neobhoden v tej digitalni komunikaciji, da vzpostavijo tudi komunikacijo v teh krogih s svojimi jeziki okolja, prvim, drugim, pač kar katerikoli je to, ne. No, in ko smo se zdaj v tem, ko smo se pač s tem ukvarjali, je prišlo sedaj res do teh novih torej razvojnih možnosti, ki so zdaj še vedno samo možnosti, ampak realne, da se bo to zgodilo, kar so kolegi pred mano povedali, torej da ne bo se treba več zatekati globalnemu jeziku, ampak da bomo lahko govorili v svojem jeziku in bili sočasno prevajani, tolmačeni, torej preko vseh teh orodij. In tukaj tudi sama mislim, da mora biti fokus popolnoma premaknjen, se pravi tako didaktika kot raziskovanje, torej sociolingvistično. Torej problem je sedaj drugi, ne? In problem je to, kar je nazadnje Matejka izpostavlja, te v bistvu izbire, ne? Avtoizbire, da tako rečem, se pravi, gre za to, da bo pravzaprav jezikovna zavest sedaj tista, ki bo odločilna, se pravi jezikovna zavest posameznika in skupnosti, ne? Ki bo
pač odločala o tem, kateri jezik bomo izbirali. Seveda pa spet ne moremo reči, da je to zdaj stvar, ne vem, samo posameznika, samo skupnosti, je stvar razmer v družbi, v širši družbi, lokalni in seveda tudi globalni. Tako da z enakim vprašanjem se bodo soočali tudi v drugih manjšinskih prostorih, ne. In tu bo treba, kot rečeno, spet sodelovati, primerjati, ugotavljati, no, kateri so tisti dejavniki, ki bodo res sprožali, da si bo nekdo zamenjal, ne, Android v slovenščino, da bo nekdo, ne vem, na družabnem omrežju, že danes, ne, to večkrat študente vprašam, pa na srečo niti niso toliko na družabnih omrežjih, moram reči, vsaj tu v Trstu. Se mi zdi, da smo v Sloveniji bolj, tudi ena raziskava, mimogrede, ki smo jo delali v času covida, se je pokazalo, da smo informacije o covidu v slovenskem prostoru, na oni strani meje, pogosteje dobivali iz, recimo, portalov, spletnih portalov, družabnih omrežij, medtem ko slovenska skupnost tu v Italiji pa je predvsem se zatekala k, če že tudi nekaterim nacionalnim spletnim portalom, ampak predvsem pa tudi tiskanim medijem in televiziji, ne. To je bila bistvena razlika, tako da že to vprašanje, koliko so določene skupnosti vezane na spletno komunikacijo nasploh, ne, tudi to je odvisno. Obenem pa, kot rečeno, na koga se v tej spletni komunikaciji obračamo? Ali iščemo torej kroge, v katerih lahko komuniciramo slovensko, ali se obračamo v italijanščini in samo z mislijo, da bomo zajeli večji krog, ali pa celo v angleščini, ne? To se tudi dogaja, seveda, ne. Tako da v tem smislu, no, bo treba pač razmišljati o dejavnikih, ki bodo spodbudili to zavestno odločitev za rabo jezika, ki ti je pravzaprav najbližji, ker to bo mogoče. Ko poslušam to zelo zanimivo razpravo, imam ves čas ta občutek, da smo res v času velike revolucije in da pravzaprav smo na začetku, ko saj za laike ali za tiste, ki nismo bili vključeni, ne, v ta razvoj vse skozi in da se šele postavljajo pravila igre. In to se mi zdi zelo, zelo pomembno in tako relevantno za razmislek. In kot mnogi veste, si Centralni urad za slovenski jezik, pri kateri sem zaposlena kot prevajalka in tolmačka v sodelovanju s Lorjem, zelo prizadeva za razvoj digitalnih virov za potrebe slovenščine v Italiji. Kot je omenil tudi direktor, Jezik na klik, to je naš portal, na katerem najdete različna orodja in vire od najaktualnejših, recimo slovenskih virov iz Matice, recimo, ampak tudi naše vire. In zdaj, če povem to anekdoto iz nedavnega sestanka, ki smo ga imeli v Ljubljani s strokovnjakom za jezikoslovne tehnologije, smo prisluhnili za nas prevajalce, ko bi rekla dramatični izjavi, če ne že pesimistični izjavi, da vse delo, ki smo ga doslej počeli, je zdaj za manj, ker z novembrom leta 2022 se je vse spremenilo in zdaj nima smisla več delati na določenih virih, na določenih postopkih in to je vprašanje za Špelo zdaj. A to drži, a je res vse za manj? Ja, jaz razumem, zakaj je naš dober kolega Simon Krek to rekel. Dejstvo je, da tisti, ki se ukvarjamo z jezikovnimi tehnologijami, torej premik, ki se je zgodil, je res tako korenit, da vse tisto, kar smo prej počeli, ne vem, 20 ali kolikorkoli že let, res moramo pozabiti, ker so nove metode čisto preprosto toliko boljše in uspešnejše, da kar se tega tiče, ni dileme. Nevronske mreže so, zdaj povsod. Vse se z njim dela. Nič več se ne dela na ta način. Ampak da ne boste zdaj mislili, da jaz tukaj komi čakam, da bo umetna inteligenca prevzela vso našo komunikacijo,
bi rada par stvari nekako še mogoče povedala, no. Najprej ne mislim tega, mislim, da je absolutno krasno, da ustvarjate vire za pač manjšinske jezike. Nasplošno, torej, sej lahko povem, no, še tudi nepar podatkov, ne. Na področju umetne inteligence, modeli, s katerimi se zdaj srečujemo, so jezikovni modeli, se pravi jezikovni podatki so ključni za njihov razvoj. Trenutno je situacija taka, da GPT, ki je v našem okolju najbolj znan, je pač last ameriške korporacije, ravno tako konkurenčni modeli, ki jih razvijajo druge multinacionalke, brez izjeme te multinacionalke prebivajo v Silicijevi dolini, in si tudi nekako vse te podatke lastijo. Ampak situacija, kar seveda je slabo, ne? Te tehnologije seveda tudi boljše delujejo z angleščino, ker je z angleščino toliko več podatkov. Ampak situacija ni vsem tako zelo črna. Namreč ogromno je enih zelo močnih raziskovalnih centrov tudi v Evropi. Evropa, moram priznati, da je razmeroma hitro reagirala na to situacijo. Recimo, ne vem, 2 dni nazaj bil sestanek v Bruslu mreže European Language Equality, kjer so naredili zelo dober pregled tega, kako dobro so različni evropski jeziki, vključujo so tudi nekatere manjšinske jezike, se pravi ne samo nacionalnih jezikov, opremljeni z tehnologijami in viri, ki jih potrebujemo za nadaljen razvoj umetne inteligence. Ker zavedati se moramo tega. Eno je naša medčloveška komunikacija, ki jaz mislim, da bo vedno potekala v tistem jeziku, ki nam je najbližji, in tudi tuje jezike bomo mi kot ljudje še vedno potrebovali, zato ker je spoznavanje drugih kultur in neposreden stik z ljudmi iz drugih kultur neobhoden del našega osebnostnega razvoja. Jaz sploh ne mislim, da bo to zamrlo. Po drugi strani je pa tako, jezikovne tehnologije bodo že v kratkem ugrajene v praktično vsako napravo, s katero se bomo srečevali. Pomislite na, ne vem, samovozeče avtomobile, sesalnike, ne samo telefone, ki jih imamo, mnogo enih reči bo pač komuniciralo z uporabnikom in govorno komuniciralo. In zdaj, če je jezik majhen in nepodprt, potem ne boste mogli avta voziti v slovenščini, ampak morda tudi v italijanščini, ker tudi italijanščina, čeprav je tako ogromen jezik, ni ne vem koliko bleščeče pokrita s temi viri. No in ravno na tem sestanku 2 dni nazaj so izpostavili, zdaj ne vem, verjetno poznate ta primer islandščine, bom vseeno mogoče povedala, ko se je pojavil GPT, oziroma ko so testirali še prvo verzijo GPT-ja, 3, to je bilo skoraj leto dni nazaj, so pač islandski uporabniki ugotovili, da se ta stvar pa sploh islandsko ne zna. In kar je pač nekako hitro prišlo do vladnih krogov, in je islandska vlada se usedla na avion in poletela v Kalifornijo in imela sestanek z OpenAI-jem in so rekli, poslušajte, mi hočemo imeti islandščino klele noter, kaj moramo za to narediti? In so se dogovorili, oni so jim povedali točno, koliko podatkov je treba zbrati, kakšne podatke, imeli so akcijo, ki je trajala pol leta, preko družabnih omrežij, preko na različne načine so pač te podatke zbirali. Cela Islandija je sodelovala in danes GPT-4 perfektno govori islandsko. To se pravi, te stvari, ki se pravi, usoda majhnih jezikov, ni tako črna, samo pač je pa treba to, kar ste vprašali, a je vse brez veze, nasprotno. Glih zdaj je pomembno, da ne bodo manjši jeziki v neko digitalno temo padli, je pač zdaj, najboljše seveda je, če se tega zavedajo vlade in ustrezni nekako politični organi. Zdaj, ko so pač te različne jezike med sabo primerjali, so ugotovili, da samo 4 evropske države imajo usklajeno, bi človek rekel, politiko na področju razvoja umetne inteligence in jezikovnih tehnologij, ker
to oboje potrebujemo, ne. Te 4 države so bile, kot že rečeno, Islandija, potem pa mislim, da še Danska, Estonija pa Španija, presenetljivo, ne. Slovenija je sodila v 3. kategorijo držav, kjer trenutno ni nekega stabilnega financiranja jezikovnih tehnologij, tudi Italija, ne, je bila v tej 3. kategoriji. Tako da so pa recimo v okviru ravno teh projektov European Language Equality na voljo sredstva tudi za take mini projekte, kjer sta potrebna samo 2 partnerja in se v bistvu da v relativno kratkem času, a ne, tudi še kakšen nov vir zgraditi. Tako da jaz bi v tem smislu razmišljala, no. Jaz bi sam povedal, da ne bomo krivice delali, da Simon je takrat rekel, da ena stvar pa ni brez veze, ki jo delamo. In to je ta, da delamo korpus popravkov. Se pravi, da na nek način hočemo povedati, kateri elementi v jeziku so zamejski in kateri standardni. In zakaj to ni brez veze po Simonovem mnenju? Zato, ker to pol mečemo v ChatGPT, zato da bo tudi on vedel, kaj je zamejščen. Zdaj, kaj bi ti, Marko, rekel? Kje je prostor v ChatGPT? A je prostor za ne smem reči nestandardnost, za variantnost? Je kje prostor za jezikovne variante, za nestandardne oblike? In a je prav na nek način, da ga učimo zamejsko, da bo znal prepoznavati te oblike in nam v končni fazi pomaga to identificirati v lorisu? Ali je to pač preveč sebično? To si zelo vprašal na svoj račun. Kaj ti odgovori, ne? Ne vem, meni se zdi, mislim, glede ChatGPT tudi ne bi znal to odgovoriti, ampak moj tak osnovna refleksija, da smo v slovenskem prostoru pravzaprav po svoje razumljivo, ampak tako 80 do 140 let nazaj smo za časom pri percepciji in čustvih glede jezikovne raznolikosti. Da se ne znamo temu enostavno odpreti, ker je strah, da nam bo pa še vedno kdo, nek Avstrijc, Nemci, Italijan, jaz ne vem kdo, nam bo očital, da naš jezik ni enoten, da naš jezik ni čist, da naš jezik ne zmore tega in onega. In se mi zdi pač to izven ChatGPT-ja eden od problematičnih vidikov slovenske jezikovne realnosti. Namreč tudi v šolah se otroci še vedno ne učijo recimo z veseljem prepoznavati govorno različnost slovenske jezikovne skupnosti, še znotraj meja Slovenije, pač tudi enostavno tega ni, ne? In to si zlahka predstavljam, da bi to, nisem didaktik, ampak bi bilo mogoče z neko igrivost doseči krasne rezultate. In dojeti, kaj vse, na kakšne vse načine, še vedno se ravno obratno, išče se samo tisto, kar je najbolj prav. Ne? In v tem smislu je pač to, še pred ChatGPT-jem in temi modeli je bilo to, po mojem, anahronizem hud, ne? Ki povzroča hude stiske, zato ljudje ne znajo javno nastopati, zato ker se učijo javnega nastopanja, govornega nastopanja na ta način, da mora biti vsebinsko prepričljivi, in to že v prvem razredu osnovne šole, vsebinsko prepričljivi, povezani, da morajo govoriti v knjižni slovenščini in to ne zmore drugače, kot da štab doma naredi pač tisto predstavitev, se na pamet nauči in to je zdaj krasna slovenščina. Tako da moj odgovor je, mislim, ChatGPT bo sam prišel do tega, da bo znal, kar bo pač znal. In jaz tudi, mislim, itak že znala, ne? In tudi, mislim, ta isti Simon Krek, če ga že tle na veliko upravljamo, jaz sem bil priča temu, ko je ta 3. uro s ChatGPT, mi je, pa ta zna slovensk, ker ni niti približno pričakoval, da bo znal slovensk. Ker seveda ni bilo nobene vlade, ker pač to zelo predstavljamo, imamo hoče holop, bi to še šel, da bi vlada sploh na ta način razmišljala, da bi nekam, ne? Je pa red, da Islancev čist malih, je 300 000, nekaj malo. Pa tudi Estoncev je malih, je milijon, se hitro zmenjajo, ne, pa zamenjajo. Ampak to hočem reči, no, seveda pa ne pomeni, kar se jaz pravzaprav skoraj vse svoje poklicno življenje srečujem pod očitkom, ja, en red pa mora biti red, ena norma, seveda mora biti norma, ampak daj, kako, in je nekaj razlika, a pač ti pišeš določene žanre, in to pač ChatGPT fenomenalno zna, ne?
Jaz pač tisti eno od razpitih člankov, se jih je milijon, mislim, špela to zelo na tekočem, jaz sem pa kaj kakšnega pogledal, ampak ko me naročil nekdo ChatGPT, da ne napiše, kako bi Donald Trump definiral praštevila. Jaz sem se toliko smejal, da sploh nisem dojel, ker pač je bil to dokaz, da pravzaprav zna oponašati diskurs, pač specifičen Trumpa, beautiful numbers, ne vem kaj, ne, in pač konkretno definicijo. In to združi v nekaj, kar človek percepira kot pač popolnoma verodostojno in prepoznavno. To se pravi, če zna na ta način žanre, bi rekel, povzemati vprašanje, pa koliko ima podatkov. In zdaj podatkov o nestandardni slovenščini, v resnici, ne, mislim, kaj bi rekel, instant tega pojavitev je veliko. Zdaj pa, a jih spustiš v korpus, a ne spustiš? Moram pa reči, da tle smo imeli tudi v zadnjih 20 ali 30 letih kar precejšno revolucijo, ne? Ker med prvimi snovalci korpusov, jaz se spomnim tudi ene žal že pokojne svoje kolegice, ki se je začela ukvarjati z mislijo, smo začeli snovati govorni korpus, je rekel sam, je ena težava. Kako bomo vse te tekste popravili, prednjih bomo v korpus dali? Popravili, ne, to se pravi, mislim, ti hočeš imeti nekaj avtentično, ne vem, to je tako, kot če džunglo hočeš posesati, pa imaš pa imel. Ampak to je čisto normalna percepcija. Tudi kolega Primož Jakopin, ki je avtor bil pač Nove besede, je tudi bil ponosno razlagal, da so napake v njegovem korpusu popravljene. Ta percepcija je zelo drugačna. In tukaj pa smo, se mi zdi, slovenska jezikovna skupnost nekako dediči nekega strahu, ki je bil po mojem včasih zelo funkcionalni in na mestu, zdaj pa že dolgo časa v tej obliki je samo pravzaprav na nek način možnost, da nekateri še naprej svojo avtoriteto, ki je prazna in neproduktivna, ohranijo. Zdaj pa čisto prevajalska kost. Bom to prebrala. Dogodek, ki se ga bodo udeležili predstavniki programa, upravljavci in uradniki iz Furlanije, Julijske krajine, Benečije in Slovenije, bo pomenil uradni začetek dejavnosti, predstavitev partnerstva, predstavitev ciljev in pričakovanih rezultatov ter učinkovito načrtovanje dejavnosti za naslednja 3 leta. To je krajše besedilo, ki sem ga prevedla s prevajalnikom, Diklom. To je že zelo napredno orodje za samodejno prevajanje tudi v slovenščino. In na prvo žogo mislim, da lahko vsi rečemo, da je besedilo brezhibno, tekoče, deluje. Če pa se samo malce poglobimo v besedilo in ga seveda primerjamo z originalom, opazimo, da so težave in sicer predvsem s terminologijo, ki je torej značilna za ta naš prostor, administratori publiči, postanejo upravljavci, Veneto, Benečija in tako dalje. Doktorica Grgič, kdaj lahko pričakujemo, da se bo umetna inteligenca naučila teh posebnosti terminoloških, ali že zdaj zna, kako se pravzaprav uči terminologijo, ki je tako recimo značilna za dvojezičen prostor, kot je naš zamejski v Italiji in Sloveniji, kjer se uporabljajo torej termini, ki so značilni za nek družben oziroma pravni sistem, ampak jih recimo v drugi državi, kjer se ta jezik uporablja recimo tudi v javni upravi, ne uporabljajo. No, o ozadju bo spet le več lahko povedala kolegica, ker jaz točno, kako se chat uči, ne vem. Vem pa, česa se nauči, tako, ko ga potem uporabljamo. Zdaj, v bistvu, tle se mi zdi ključno to vprašanje, koliko se prepustimo tehnologijam in koliko se še vedno mi želimo odločati. Jaz pri svojem prevajanju ogromno uporabljam tehnologije. Vsa svoja besedila vedno prevedem tako, da delam v timu in sicer z Diplom in s chatom trenutno, se pravi 3 smo, tukaj prevajamo. Pač prevajanje je itak vedno bilo timsko delo. Vi si tako malo predstavljamo prevajanje kot svetega Hieronima, ki nekje sedi v puščavi sam, še z neko lobanjo in tam v tišini in v trpljenju prevaja. Mislim, prevajanje večjih projektov je
vedno timsko delo, ne? Vedno pač je tle nek prevajalec, vedno je terminolog zraven, vedno se posvetujemo, vedno smo se, tudi na Facebooku obstaja skupina prevajalci na pomoč, naprimer, ne? Spravi, jaz ne poznam prevoda, ki bi bil res delo samo enega človeka. Ga ne poznam, ne? Celo Biblijo je prevajalo 70 modrecev, ne? Tako da ni tega. No in zdaj pač, jaz mislim tako, da DeepL in Chat sta pač še dva, ne človeka, ampak še dvoje možganov, še dvoje orodij, še dvoje, ne vem, pomagačev, ki ti pač pomagajo, ko prevajaš. Sam potem pač nekdo odloča. Nekdo je tisti zadnji, ki odloča. In to velja pri vseh prevodih, tudi pri samo človeških prevodih, ne? Če pač si zdaj predstavljamo neko besedilo, ki ga prevede nek prevajalec na neki občini, ne? Pa pride na centralni urad, pa ga še kolegice na centralnem uradu pregledajo, pa potem včasih se posvetujejo s terminologi, pa potem včasih pride še k nam na Slori za kakšen dodatni nasvet, pa se potem vrne na centralni urad. Ja, okej, in vmes sta pač še dva strojna asistenta. Ne, jaz tle ne vidim nekih težav. Ne, na koncu pa nekdo se odloča. In zdaj tle, za to končno odločanje je pa potrebnega vedno več znanja. Boljša je tehnologija, več znanja potrebujemo. Jaz včasih študentom rečem, ko sta brata Rusjan poletela z unim letalom, sta bila dva človeka dovolj. Ne, pač zgradila sta letalo, načrtovala sta letalo, zgradila sta letalo, pognala sta letalo, letela sta z letalom, pristala sta z letalom, čau. Ne. Danes dejte vi nekam iti zdaj poleti z letalom, pa boste videli, koliko ljudi potrebujemo v tem procesu, da sploh ta stvar poleti. Ne. Tako da jaz ne vidim, meni je to všeč, no, meni je všeč eksperimentiranje, kaj naj bi rekla, meni je všeč timsko delo, meni je všeč, če mi še dva strojna prevajalnika zraven svetujeta, mislim pa, da na koncu so odločitve moje, kar pomeni, da se od mene zahteva vedno več. Zdaj, prepoznati napake v tem besedilu, ki ga je kolegica prebrala, moraš biti že zelo dober. Popravljati Google Translate ni bilo težko, to smo vsi znali, ker je bil Google Translate zelo slab. Popravljati tole ni več tako preprosto. In to se mi zdi fajn, ker jaz rada delam zakomplicirane stvari in tudi moji študenti morajo delati komplicirane stvari, ne pa preprosto. Pa še eno vprašanje za profesorico Mikolič. Nekako sem želel zastaviti vprašanje, a se bomo v 5 letih še učili tujih jezikov in zakaj, ampak bi mogoče zastavil malo širše vprašanje in sicer kot oče 3-letnika, kaj naj ga učim. In to je čisto iskren prošnja za starševski nasvet, ker v resnici se mi zdi, da ta paradigma, ki je nekako veljala, bodi priden, delaj in tako naprej, nekako mogoče ne obvelja več. Zato, ker si težko bolj marljiv kot ChatGPT, zelo težko se tudi to naučiš, na kak način pristopati. V prvi fazi večjezičnosti, na to pa tudi naprej pedagogiki in na splošno k izobraževanju. Ja, mogoče bom kar pri tej drugi temi začela. In sicer bom mogoče najprej z perspektive odraslih, tudi učiteljev, ne, potem pa primerjala mlade, perspektivo mladih. Namreč, najbolj ste tudi vi, ni nujno, da v šolskem kontekstu slišali že za mantro, da pač, če si nekaj vprašan, sploh na izpitu, ne, samo ne molči, govori. Tudi če govoriš neumnosti, samo govori, učitelj bo že nekaj našel. In GPT, vsaj v tej fazi, mislim, da je točno tak ta princip uporabljen. Se pravi, da če ga mi uporabljamo in prav je, da ga, in uporabljamo ga tako, da seveda se zavedamo tega. Ne? Se pravi, se zavedamo, da že samo informacije niso zanesljive, da jezik, tudi če še tako dobro posnema tudi neke žanre, da gotovo ni 100% in ne vem, če bo kdaj, mogoče bo vedno boljši, kot ugotavljamo, ampak vendarle vedno z neko distanco bomo morali sprejeti, ne? Ker pač GPT oziroma umetna inteligenca ne bo nikoli priznala, da nečesa ne ve, ne? Tako kot mogoče kakšni študentje pa vendarle so tiho ali pa povejo odkrito, da se niso česa učili. Ne?
No, in tukaj bi rekla, da so mladi že do sedanjih virov, ne, digitalnih, da pravzaprav imajo že nekako to jasno zavest, da enostavno sploh, mislim, da je dosti resnic, da je dosti lažnega, da je dosti stvari, ki jih je treba preverjati. Enostavno mladi že avtomatično se zavedajo, ne, da je s spletnimi viri potrebno delati. Ne, to, kar je tudi Matejka rekla. Se pravi, da in čim boljši so, bolj je treba delati. Ne. Seveda bodo nekateri lahko tudi izkoriščali, ampak jaz pravim, da, in zdaj tu se nanašamo in na prvi in na več jezikov, ne, da uporabljamo vso umetno inteligenco, če govorimo zdaj o GPT-ju, v bistvu na ustvarjalen način, se pravi, mi se lahko zatečemo k temu orodju, da nam on verbalizira, da nam upovedi stvari, ki v kateremkoli jeziku, ne, in nam s tem pravzaprav pomaga, da se tudi mi tega učimo. Ne. To, kar smo prej morali brskati, se smo to tudi že počeli, ne, z raznimi orodji ali pa po Googlu, smo si našli določene članke, da smo našli besedišče in tako naprej. Ne. Zdaj bomo pač imeli to na enem kupu, ne, pač na enem mestu. Ne pomeni pa, da mi to lahko vzamemo, bom rekla tako, kot rečemo mi zdravo zagotovo. Ne. Se pravi, da ta distanca bo vedno morala biti. In tukaj bi prišla še na to, kar je bilo že v začetku ves čas omenjeno, no, kot nekaj pač človeškega, ne, čustvovanje. Sicer smo doslej govorili o čustvih, predvsem v odnosu do jezika. Mene pa tu zanima predvsem, kako bo umetna inteligenca zmogla prepoznavati in izražati čustva v jeziku. Ne? Se pravi, to je ta modalna ali naklonska plast, ne samo zato, ker se sama s tem ukvarjam, ampak v resnici se mi zdi, da smo bili do sedaj premalo pozorni na to plast jezika. Se pravi na to, da vendarle, tudi če imamo šablone, tudi zdaj smo imeli, si vtipkal, ne vem, življenjepis, ne, za prijavo na delo ali pa pismo, ne, in si dobil obrazce, si jih imel že zdaj nič koliko in si jih lahko zbral in jo uporabil. Ne. Ampak, če si hotel biti res učinkovit, si moral svoj premisliti, ne, kakšen je tvoj stil, premisliti, kako ti, kakšen je tvoj odnos do tega dela, do delodajalca in tako naprej. Ne. Se pravi, ta odnos do vsebine in do naslovnika, kot pravimo, strokovno, torej do kogarkoli pač mu je komunikacija namenjena, ta odnos bo vedno individualen. Ne. Seveda, strokovni teksti so malo bolj, bom rekla, šablonski, da tako rečem, ne. Ampak še vedno, tudi znanstveniki imamo vsak svoj stil, ne. In če bo želel biti, ne, če bo želel ustvariti, pokazati na to, ne, biti pač res ti, ne, kot znanstvenik ali kot v vsakdanji komunikaciji, boš moral ustvarjalno delati s temi teksti recimo v GPT. Ne. In kot rečeno, mislim, da mladi že avtomatično vedo, da ne moreš kar, mislim, da je treba z neko distanco, ne, pogledati. Mi prav je, da tudi recimo študente ali pa 3-letne otroke, ne, v bistvu opozarjamo samo na to, da je tudi pošteno, ne, da povemo tudi, da smo uporabili vse te vire. Jaz tudi tukaj imam problem, ne vem, kaj tudi kolegi mislijo, mogoče je to malo bolj osko strokovno, ampak se pojavlja vprašanja, bomo lahko citirali GPT, ne, ker virov pač ni zadaj jasnih, ampak jaz ne vidim težav, da rečemo, to kot prevajalec reče, uporabljamo ta in ta orodja, zakaj ne bi rekli, tudi pri tem ubesedovanju, pri upovedovanju smo uporabljali ta in ta orodja. Ne. Tako da v tem smislu mislim, da mladi že skupaj z umetno inteligenco, da oni razvijajo ta ustrezen odnos, ustrezno distanco do tega, hkrati pa je prav, da jih opozarjamo na neko tudi etičen odnos, če hočete, ne, do tega, tako kot jih vzgajamo k etiki nasploh. Ne. In v tem smislu tudi ne vidim tega kot grožnjo, ne, ampak kot res orodje, tako kot so bila ostala orodja, ne, s katerimi pa moramo. Mogoče še en primer, ko sem dala tudi sama
nalogo GPT-ju, da oblikuje besedilo v stilu Ivana Cankarja. Dala sem mu celo že sama določene ključne besede, da jih uporabi, in je dejansko to naredil. Tudi recimo skladnja je bila dokaj podobna, manjkale so pa številne njegove, prav recimo tisti načini jačanja, ponovitve besed, tisti poseben ritem, je manjkal. Predvsem pa tudi recimo, tako kot je bilo rečeno, moramo biti potem mi pametnejši tudi s pomočjo drugih virov. Namreč takoj se mi je zazdelo, da sta pa tam dve besedi, ki se mi je zdelo, da jih Cankar, ne vem, če sem jih kdaj videla pri Cankarju, in v Cankarjevem korpusu, ki je tudi spletno dostopen zdaj, sem preverila in dejansko teh dveh besed pa Cankar nikoli ni uporabil. Se pravi, je GPT malo sam ustvarjal dalje. Tako da moramo biti res pametnejši z uporabo tudi drugih digitalnih orodij. Ne vem, če sem povedala. Lahko komentiram, tako se to lažemo, Jaz imam odgovor za Damjana, Tvoj sin, kaj ga učiti, ne bo keramičar ali pa električar ali pa kaj, samo delno se šalim, Jaz res mislim, da je magnituda tega, s čimer se soočamo, bistveno večja kot o tem, kar se zdaj pogovarjamo, da stvar ni uporabila ta prave Cankarjeve besede, Mi govorimo o stvari, ki je inteligentna. To so možgani. Te možgani so verjetno že zdaj imajo nadčloveške zmogljivosti. Čisto preprosto zaradi tega, ker imajo toliko več znanja, in ker so toliko večji. Tisto, kar mi zdaj, do česar mi dostopamo preko, ChatGPT-ja, pri čemer je že med ChatGPT-jem 3,5 in 4 ogromna razlika, tako da če ste uporabljali samo brezplačnega, dajte uporabljati še 4, ker je razlika ogromna. Pa to je v bistvu samo ena kulisa, ki je zelo, zelo okleščena za to, da zadošča vsem varnostnim kriterijem in vsem možnim zlorabam, ki bi se lahko dogajale in tako naprej. Se pravi, ta konceptualni prostor, ki je zadaj in še posebej, če pa malo naprej v prihodnost se postavimo, Poglejte, koliko časa je minil med verzijo 3,5 pa 4. 4 mesece? Mi se zdaj pogovarjamo, se nikoli nam ne bo treba nad spreminjati, to vedno bomo mi to vse. Umetna inteligenca, nažalost, to je naša velika bolečina. Mi smo navajeni, da tehnologije človeka nadomeščajo od spodaj navzgora. Imamo nekega robota, ki pomaga nekaj... recimo nekaj zelo, ali pa avto se stavta, šraufe. Zdaj imamo opravka s tehnologijo, ki v bistvu začenja spodjeljati ravno tiste najbolj kreativne, najvišje, najzahtevnejše človeške dejavnosti. In to je v bistvu znanost in umetnost. Saj ste verjetno tudi kaj brali, o tem, kako zdaj umetna inteligenca generira glasbo, zmaguje na likovnih natečajih, znanstveni članki, ki so bili umetno generirani, so zlahka prišli v najboljše revije znanstvene, Torej, malo tudi mogoče si ne smemo preveč zatiskati oči, kam to gre. Jaz bi zdaj na tej točki odprla razpravo, oziroma bi povabila, če bi kdo hotel postaviti kakšno vprašanje, pa predtem, ker je Damjan postavil čisto osebno vprašanje, imam jaz čisto osebno vprašanje, ker sem prevajalka, me zanima, kaj bo s prevajalci. Prej je dr. Stabej to omenil, a res ne bo več prevajalcev, a res bomo mogoče potrebovali samo leposlovne prevajalce in vsi drugi bomo ob službo? Tako samo v razmislek vsem tam. Jaz se razpravljam, ampak na nek način je Matejka to že odgovorila, kolegica, Mislim, jaz ne vem, sem tako brutalno prispodobo. Če moramo veliko luknjo skopati, najbrž ne bomo kopali žličko ali pa tudi z lopato ne. Če bo na srečo buldožer ali pa je treba razstreliti. V tem smislu se mi zdi na nek način mogoče to zavajajoče, se sam,
rekel, tako ponojevsko, da so še niše, kjer je pač človekova dejavnost nujno potrebna, ne? Kar je Mateja imela krasen, se mi zdi, diskurs o tem, da pač ti, ko dobiš tekst, pač potem, če ga podpišeš ali kaj bi rekel z njim, pač narediš. Vprašanje pa, kdo ti bo naročil in zakaj bi naročil nekaj prevajalcev, ki stane pač neskončno več, kot če nekaj, tukaj lahko sanjamo o neki, ne vem, po reguliranosti ali pa postane, tudi tako, kot so te tvoje, danes nismo o tem spregovorili, ampak dediščinski jezik, ki pravzaprav ne živi vsak dan, da so pač neki poklici, ki bodo zaščiteni v tem smislu neke etnografske ali kaj, ne vem, ampak dejstvo je, da prevajalcev, pa tudi lektorjev, pa tudi piscev besedil, pa tudi najbrž profesorjev jezika na ta način, kot smo jih tudi ne, je pa nekaj res, ne, meni se zdi tako, ti si imela slušalke, Rigo Faronika in tako naprej. Ne vem, jaz pač kot izkušnjo, ki jo imamo s slovenščino kot tujim jezikom, ne, recimo se je izkazalo zadnjič eno od okroglih mis, da zelo veliko ljudi se zelo radi uči tujcev in zaposlenih na univerzi in študentov se zelo radi učijo slovenščino. Imajo težave najti ta pravi čas. Noben slovenščine, razna redkih izjem, ne rabi za poklicne in študijske namene, ker pač to poteka v angleščini. Ampak je slovenščina jezik, mislim, pač to, kar jim omogoča, da se socializira tako in drugače. In do tega znanja seveda lahko pridejo tudi s klikanjem, ne se tega pač cel kup ponudbe in je to tudi nekaj, kar se mi zdi, da je mogoče bo zdaj prišlo na plano, da je učenje jezika je pač neka intelektualna telovadba lahko tudi, ne? Mislim, in kaj bi rekel, celo razvedrilo. Nam so to skozi govorili, osnovne šole, latinščina je dobra za možgane, pa zakaj se učim za možgane, jaz pravim moje možgane. Ampak hočem reči, pač druge niše so, to, kar je pa Špela zelo prepričljivo tudi povedala, ne bo pa tako, kot je bilo. Ne moramo reči, pač, da rabimo to pa to klopat, da bomo, ne vem, delali takrat dela. In je krivično, ne, mislim, to pač na nek način najbrž bomo streko prej vsi poskušali vsaj približno zaščititi vsaj svoj poklic. Kako pa, ne vem. A si predstavljate, da zdaj tle, mislim, a bo šola za umetno inteligenco? A bo univerze, ki bo imele odseke za, ne vem, Se so že tečaji. Ne, ampak hočem reči, ne za umetno inteligenco, ampak to, da bojo aplikacije hodile, ne, ali je to ena stvar, so to ene možgani. A bo umetna inteligenca, zdaj pač bojo poslušali, jaz sem vas naštel enih 70, 60 umetnih inteligenc, ali kaj lov, pa bojo tlele, a kaj, mislim, v tem smislu, kje je ta dialoškost, kje je, mislim, v tem smislu, se mi zdi, da se bo tudi, stvari se bodo začela razločevati, tiste, ki jih imamo v enem vedru, pa so zelo različni, se mi zdi. Ne, ker pač, so tudi kolega, recimo Marko Šikonja, Robi Šikonja, kaj rečem, vodilnih raziskovalcev in pedagogov na področju jezikovnih modelov in kaj, tudi umetno inteligenco, ne, je pač v neki debati rekel, meni se pa ne zdi tako, kar je pač njegova pravica, meni se pa ne zdi nič tako posebnega ChatGPT, meni je bil Google veliko bolj prelomen. Pa sem mu našel eno metaforo, sem rekel, to je tako, kot če ti rečeš, tamle v špajzi imaš pač vse sestavine za, jaz ne vem kaj, tiramisu, ne? Ali pa da enemu rečeš, da mi tiramisu, pa ti ga prinese. Zdaj, a ga sam narediš, ne? Ali ga, mislim, hočeš neka razmerja, kaj delamo, s čim imamo veselje, kaj se je smiselno izobraževati, potruditi, to se spremenja. Ljudje bomo že ustavili. Bi se kdo pogumil in postavil kakšno vprašanje? Liče. Samo zaradi prenosa, prosim, če verjamem, da bo mi kabel lutja dol prišel, tako da prosimo, da se približate. Torej, jaz poučujem na gimnaziji tukaj v Trstu in priznam, da sem letos šla v precejšnjo krizo. Verjetno bi potrebovala eno tako sobotno leto, ne, ko bi dijaki pač doma uporabljali, ne, to tehnologijo in jaz bi med tem razmišljala, kaj pravzaprav naj naredim.
ne, ker to moram popolnoma preusmeriti svoje delo. Zdaj, mislim, da tudi drugi, ki poučujejo, se tega zavedajo. Ne, torej omenili ste predstavitve knjig. Jaz sem si želela, da dijaki ob knjigah razmišljajo, povedo, kako doživljajo knjige. No, letos sem dobila predstavitev, oziroma spis ob knjigi, ki je v zvezi z Titom, Amor mio, pokojnega pisatelja Marka Sosiča, povedal, da je to knjiga, ki govori o Titu, pa njegovih generalih, pa kako je bilo lepo v neuvrščeni Jugoslaviji, ne, in tako sem videla, ne, da ne bo šlo več tako, ne. Torej, skratka, premisliti moramo zopet, ne, svoje delo, svoj poklic in je pa to dober izziv, mogoče, ne. V določenih letih, ko že dosti let poučuješ, je dobro, da v nečem novem razmišljaš. Priznam pa, da me mogoče najbolj straši prav to, ne, vi ste rekli, kam gremo, približno tako, ne, oziroma kam pelje to, če se ne motim. Kam pelje v smislu, bo zopet človeštvo, kot je bilo nekoč, vodljivo, bo nekdo drug razmišljal za maso, kako gojiti kritičnost ob tem, kako gojiti čut za to, da vsak mora imeti tudi svoje mnenje, da ne misli nekdo drug namesto tebe, ne? Torej, da kako bo v tem svetu, kako bo z demokracijo, kako bo to v bistvu, zdaj ne vem, morda pač to gre že mimo, ne, mojega poklica, ne, ampak mene recimo, že ko smo omenili otroke, hčerki skrbi tudi to, ne samo to, kako bo ona pisala predstavitve knjig, da je 5 let na gimnaziji, ne. Hvala lepa. Komentiram, ja, zelo delim te občutke, tudi kot sama, kot profesorica. Samo hotela sem povedati, ne vem, če ste slišali, mislim, da Googlova umetna inteligenca BARD ima starostno omejitev, ne? Kar sicer ne vem, na kakšen način preverjajo in je tako brez veze to reči, ampak to samo zaradi tega povem, ker jaz sama, ker se mi je tudi na začetku, ko se je to vse skupaj pojavilo, zdaj, kaj bomo s tem, ne? Kaj bomo zdaj, a je treba v bistvu otroke že od malega uvajati v te tehnologije, v umetno inteligenco, jih nekako ne, naučiti vse to. In moram reči, da sem zelo spremenila mnenje v smeri neke konzervativnosti oziroma v smeri, da morda res bomo potrebovali neko starostno mejo in pustiti mladim ljudem, da najprej sploh razvijajo svoje kognitivne kompetence v različnih področjih, preden začnejo potem s tehnologijo. Ja, mislim, da je tukaj, po moje, tako kot smo prej iskali odgovore, ne, ko smo se bali, ne vem, da knjižnega jezika ne bo več, da bomo vsi sam še pogovorno ali pa angleško, ne, in da smo ves čas govorili, kako moramo spodbujati, da se pač različne zvrsti oziroma ne, v različnih, da se prilagajamo okoliščinam, da spodbujamo mlade, da seveda tudi berejo, ne, s posebnimi metodami, ne, s pravimi metodami, s pravo spodbudo. No in se mi zdi, da tudi zdaj, ne, da bi lahko ta konzervativnost šla v tem smislu, da jih učimo tudi kdaj, ne vem, poznam gimnazijo v Ljubljani, kjer ne uporabljajo učbenikov in pišejo svoje učbenike, z roko pišejo, danes. Ne, zdaj ne vem, če bojo z umetno inteligenco morali še kaj premislite metode, ampak pišejo, ker so prepričani, da je pisanje, ne, poseben razvoj kognitivnih sposobnosti. Ne. Se pravi, s tem, da seveda jih pa spodbujajo, da doma uporabljajo tudi vse ne, spletne vire in tako naprej. Ne. Tako da se mi zdi, da ta vzporedna raba, ne, spodbuda k vzporedni rabi ne samo spletne tehnologije, ampak tudi konzervativnejših metod, da bo potrebna najbrž. Ne? Ravno zaradi tega, da se razvije, ja, to, kar ste omenili, mi je bilo zelo všeč, ravno ta kritični odnos, ne? Ker to je tisto, kar, kot sem že prej poudarila, ta individualni človek kot individu, ne? Če ne bomo pač vsi en stroj, kljub tem razlikam, ampak vendarle, ne,
tega pač nobena umetna inteligenca ne bo mogla posneti. Ne vem, če bi rekli zdaj, evo, naredi okroglo mizo s tema in tema dvema moderatorjema in z Matejko Grgič, Markom Stabejem in tako naprej, ne, gotovo umetna inteligenca nikoli ne bi mogla posneti čisto stila naših, ne, tudi če bi... Počula pa boljše. Ja, to ne rečem, ampak ne bi bili pa tukaj, mislim, vsemi svojimi, ne, svojim posebnim odnosom, ki se ga čuti v jeziku, ne, in svojo kritično miselnost. Tako da, toliko. Nekaj nejezikovnega, pa čisto laičnega. Jezik ni stvar stvarnosti, kakor ogenj, zemlja, voda. Je tisto, kar smo ljudje ustvarili, ne kot posamezniki, ampak ljudje v svoji interakciji, s tem, da smo se spraševali, skušali dajati odgovore, sprašvali sami sebe, našo zranjost, našo bodočnost. In torej ni samo rodje, in ni samo komunikacija, in nekaj več. Izraža nas kot človeštvo, ne kot posameznik je vključen v tem. Evo, mislim, da je vse to, kar sem danes izredno zanimivo poslušal, se omejuje na element orodja in ne na tisto, kar pa jaz občutim. Ja, del dela z jezikom, del jezikovnih poklicev je gotovo povezan s tem, da je jezik neko orodje, ne, s katerim pač delamo druge stvari. In ta del je mogoče na vse zadnje najmanj zanimiv, ampak ga pač potrebujemo, ali smo ga doslej potrebovali. In zato smo tudi vsi tisti oddelki fakultete, univerze, visoke šole, kar je že, ki ustvarjamo prevajalce in tolmače, v nekem trenutku imeli neko hiperprodukcijo teh kadrov, zato ker smo jih preprosto veliko potrebovali. Recimo, če si predstavljamo takrat, ko se je Slovenija približevala EU, ne, to so približno recimo generacije tako mlajših kolegov, ne, ki jih tle vidim, smo potrebovali veliko prevajalcev in tolmačev. Preprosto. In to pomeni, da je skozi sito šlo veliko odličnih, veliko prav dobrih in veliko zadostnih. In vse te smo potrebovali in bi še kakšnega potrebovali, verjetno, ker je bilo dela ogromno. Danes na tej ravni imamo že ogromno strojnega dela, ki ga pač stroji namesto nas opravijo, ki ga raznovrstni programi za računalniško podprto prevajanje opravijo, ki ga viri za nas opravijo. Se pravi, da zadostnih, komaj zadostnih, dobrih, povprečnih, celo prav dobrih prevajalcev, tolmačev ne bomo potrebovali več. Zdaj pa ostaja tisto drugo, ali tretje, ali četrto. Pač si predstavljam, da mi vsi, kar nas tle sedi, smo sposobni prebrati božansko komedijo v izvirniku, v italijanščini. Ampak kljub temu nekateri od nas jo radi beremo v Capudrovem prevodu. Ampak ne zato, ker nismo sposobni jo prebrati v italijanščini, ampak zato, ker je Capudrov prevod pač lep. In je, kako bi rekla, umetnina sam zase. Prej sem omenila Platona, pač Platon ima en slovenski prevod, ima jih pa par italijanskih, ampak pač ne bereš Platona v italijanščini, zato ker ga nisi sposoben prebrati v angleščini ali v katerem koli jeziku. Pač bereš ga, kako ga je prevedel tisti prevajalec, ker te zanima, kako ga je tisti prevajalec na novo interpretiral. Mene ne zanima, da pač dobim nek prevod. Ja, nekaj drugega je pa, če jaz prevajam neko pogodbo, tam pa me zanima, da jaz dobim prevod svoje pogodbe in zdaj kdo jo prevede, mi do določene mere vseeno. In tle se pač ustvarjajo neki novi mehanizmi, ne vemo, kam nas bojo pripeljali. Ne vemo, kam bomo šli. Prav gotovo se bojo ene stvari blazno spremenile, tudi na ravni dojemanja jezika, rabe jezika, čustvovanj povezanih z jezikom. Ene stvari se bojo blazno spremenile in to v naslednjih 5 letih, ne v naslednjih 50 letih. Ja, ene stvari pa zelo verjetno bojo ostale ali pa, kako bi rekla,
nam bodo ene stvari postale pomembne, ki nam mogoče danes niso. Tako bom rekla. Jaz takole razmišljam, no, v tej smeri. Ja, se strinjam z vami in zdi se mi, čeprav je to ne drži, kar bo čisto rekel, mislim v celoti, ampak če nam zmore, vsaj zdaj, kot lahko opazujemo, pomagati umetna inteligenca, jezikovni modeli pri tvorbi besedila, pri pisanju, zelo močno učinkovito, pri prevajanju, pri urejanju besedila, v bistvu nam pa pri razumevanju pa ne more ne vem kako zelo pomagati. Lahko nam združuje določene stvari, ampak razumeti moramo sami. In zdaj meni se zdi tukaj ena od možnosti v šoli tudi. Ne? Šolanje in učenje jezika je na nek način bilo usmerjeno v tem smislu, da je predvsem osredotočeno na pisanje in da bolje, ko znaš pisati, bolje znaš misliti, se izražati, uporabljati jezik. To je bil nek tak enačaj, ki smo ga prevzeli pač zaradi iz drugačnih okoliščin. Zelo malo je preverjanja, koliko ljudje razumemo, na kakšen način razumemo, koliko zlasti tisti, ki jim gre jezik ali pa bi rekel branje slabše, koliko, kje imajo težave. Polno je nekih floskul, v slovenskih učnih načrtih, ki kot veste so neskončno obsežnejši od italijanskih. Polno nekih floskul, da najdejo sami taktiko, da izboljšajo svoje razumevanje. Kako hočeš izboljšati, če ne razumeš osnovnih stvari, pa boš razumel taktiko, da boš, mislim, tako, cel kup nekih spreneveden. In se mi zdi, da tukaj pač čisto didaktično je ogromno možnosti ob tistem, kar sem rekel, da znaš sprejemati in razumevati različnost, da enostavno se tukaj osredotočil. In to je človeško, ne? To, ne vem, če boš pač, in tudi najbrž medčloveška komunikacija bo na drugačen način, jo bomo v bistvu veseli. Se to že imamo v kakšnih teh, kaj bi rekel, znanstveno-fantastičnih filmih, ne, ko bi rekel je... Ja, ne? Pa v bistvu je, mislim, tako kot Slovenci med sabo, kot vemo, ne, če smo pač med sabo, se denara je požrl, ampak če se pa srečaš, ne vem kaj, ko potuješ, ne vem kaj, ne, že po Evropi, ki je dlje, ti je pa kar toplo pri srcu, če kdo Slovenc govori. Mislim, v tem smislu najbrž bo človeškost ostala, ampak kot rečeno, v tej vidiki, mislim, inštrumentalni, ki pa, če smo iskreni, je tega zelo veliko jezikov, orodje, pač smo ga navajeni, ne, takega, da včasih celo ne vidimo njegovega bistva, pa je, gre drugam. Ne vem, ali je še kakšno vprašanje? Tukaj. Izvolj. Ne vem, če za zaključek, ampak mislim, da jezik je povezano s tem, kar je kolega povedal, odnos, ne? Tako da zdaj ne vemo ta umetna inteligenca, dokdaj bo odnose tako lepo analizirala, da bo tudi replicirala, se reče v slovenščini, tako. Jaz se ukvarjam z učenjem in poučevanjem jezika slovenščine in italijanščine kot jezik okolja, ampak predvsem jezik odnosov. In kadar vprašamo otroke, zakaj se učiš jeziki drugega, na začetku retorično znajo lepo povedati, kar mi učimo, ker morajo retorično povedati, da to je lepo, je pošteno, potem na koncu vprašam, ok, če bi vsi govorili, se je skoraj zgodilo, da vsi razumemo jezik drugega brez težav, ne, tako preko umetne inteligence, potem na koncu pride, ker se počuti dobro, kadar jaz govorim jezik drugega ali ta drugi govori moj svoj jezik, se počutim dobro. Tako da jaz zdaj tega samo povem, evo. Hvala in ker kot smo slišali in se vsi strinjamo, očitno je jezik orodje komunikacije in druženja, vabim vse, da se zdaj družimo.